ja, predvsem sam sebi moraš biti, tisto, kar ti paše, to moraš v bistvu handlati. Life's too short. Ne moraš, ti imaš samo eno življenje, ni popravca, ne govorijo, pa ne pišejo karčijo, ko mi bo en dokazal, da je prišel nazaj, pa da ima drug life v redu, ajde stari, naj ti bo. Ampak jaz imam zdaj ta life in ga mislim na polno izkoristiti. Melinda, živjo. Živjo. Danes začenjava nasmejani, ne? Vsak dan, če se le da. Torej, prišla si dobre volje, spočita, sem slišala, da si bila cel dan frej in... Ja, to je to, ja. Jaz verjamem, da bova zmogli tole. Absolutno. Preden zares začneva s temo, ki sem si jo zamislila za danes in ki naj bo odpeljala, kdo ve kam, bova še videla, ne, bi te vprašala tako kot vsakega gosta. Kdo je Melinda? No, to je čisto odvisno od momenta, kdo je Melinda. Čeloma, to je ena gospa, ki nikoli primer. Moj, kako se temu reče, svak tip od moje sestre je, a je svak? Tip od tvoje sestre je svak. Je svak, ja. No. Svak me je opisal v eni svoji knjigi, v bistvu en karakter naredil pomen, pa je tudi napisal, da sem ženska, ki se noče postarati. Čeprav danes popoldne tega ne moram trditi zase, pa tako en dan po eventu tudi ne moram trditi tega zase, mislim, tako se tudi leta se začenjajo nabirati. Mislim, ne vem, se pravi, moje bistvo je to, da nisem nikoli primerna, da jaz imam rada, da se mi stvari dogajajo, načeloma sem kar dobrovoljen človek, je pa res, da v očeh marsikoga veljam za zmaja. Ok. Zdaj pa, vzem si tisti del, ki ti je všeč. Ja, sej ta zmaj hiter rataš, ne, ko začneš govoriti ne in postavljati meje. Ja, to definitivno. Ja, ok, ja. Se meje mora biti postavljene konc. Se veselim tega parta. Ja, ok. Melinda, povej mi, ful let si že v poslu, ne? V bistvu od svojega 18. Ne bova zdaj šli računati, koliko je to let, ne? To naj zdaj ostane skrivnost. Lahko bi šla že zdavni v penzijo, če bi si plačevala takrat stvari, ampak si jih nisem, tako da takrat stvari niso bile tako postavljene, da bi si lahko začel plačevati na penzijo. Je pa tudi res, da nikoli nisem mislila, da bom ostala v tem poslu. Pa dajva povedati, kaj pa konkretno ta posel je zdaj? Ja, sej to je tako, kot vse ostalo tudi v mojem življenju, v bistvu nikoli ni isto, ne? Vsak dan je nekaj drugega, ne? Ampak načeloma si rečem producentka, ne? Pa event managerka. Zdaj pa dejansko organiziram dogodke, plus začeli smo že cel življenje, seveda sem v TV pa v filmski produkciji, zadnjih 7 let pa pol imam svojo produkcijo oziroma so s partnerjem odprla svojo firmo, ki se je reče Pirana Productions. In v bistvu delamo TV oddaje, realitije, kvize, šove, kakšno TV reklamo, vse, kar nam pod roke pride, vse podelamo. Moja globoka želja je enkrat nekaj igranga narediti, to se pravi, da se vrnem k koreninam, ker v bistvu nekako dobro poznam ta biznis, je po drugi strani tudi res, da za ti se treba veliko več priprav, oziroma drugačne priprave so dosti bolj globoke in zato mogoče ni čisto prav čas v življenju, da bi se zdaj tega lotil, ne. Ker zdaj je toliko vsega naenkrat, da nekako moram stvari handlati day by day, da grejo skozi. Zanimivo, ja, veš, ko sem raziskovala, ko sem se pripravljala na ta najin pogovor in sprašvala moža, pa daj povej mi kaj več o Melindi, ne, se nekako nisem mogla odločiti. Si podjetnica, kreativka, umetnica, nekako se mi zdi, da te ne morem spraviti zares samo v en predalček. Umetnica ne. Kreativka, podjetnica, to definitivno ne. Mislim, ker dejansko, jaz sem nekako mnenje, da v bistvu vsake 4 leta mora človek malo zamenjati plato, da moraš nekaj novega začeti delati, ne. In jaz to dejansko celo življenje delam, ker meni zelo hitro dolgčas rata. Zato delam toliko veliko različnih stvari, da mi ne bi dolgčas ratali. Spravim, zdaj stvar, ki mene v bistvu žene v tem trenutku, je to, da sva pred 2 leti kupila eno staro kamnito hišo v centru Buj, da je to nekako moj cilj za naprej, to se pravi, ko bom počasi začela ugašati to dejavnost tukaj, da bom imela tam nekaj v Istri, kjer se bom lahko malo umirila ali pa mogoče tudi tam neko novo sceno postavila. Tako da, ne vem, jaz sem skozi imam ene plane, skozi mi neki možgani delajo naprej.
Zelo težko se ustavim. Je pa res, da me je pa lani življenje ustavilo, ne. Tako da, lani sem imela en moment, ko sem pregorela. To je bil tisti moment, ja. Z možem sva bila v avtu, vračala sva se iz ne vem kje in par minut sva stala in valjda je bilo treba takoj poskrolati po Facebooku, ne, in se je objavil glih na tvoji, ustavil glih na tvoji objavi. In ko sem ti prebrala, sem si rekla, wow, z Melindo bi rada posnela podcast. To je bilo to, najprej moram pregoreti, da moraš imeti podcast z mano. Ne zaradi tega, ampak pač pritegnil me je način, kako si napisala konkretno to, da je v življenju pač se treba znati razdužiti, če rečem tako po domače, v navednicah in zaupati ljudem. Vse to jaz poskušam že ves čas delati, ne? Sam, meni je še zmeraj toliko enega kontrol frika, pač najino podjetje, jaz ne smem stvari nikoli spustiti popolnoma iz rok. Saj tudi v tistem trenutku nisem mogla vsega spustiti rok. Je pa res, da mogoče v tistem trenutku se je tudi ekipa malo ustrašila, ne nam rekla zase, ampak zame, ne, ker so me videli, ker mi zdaj, kolikor smo postavljeni, res dobro funkcioniramo skupaj, že kar nekaj let delujemo skupaj in tudi nekako smo spucali vse te odvečne elemente, te, ki nam pač niso skupaj v ekipi delovali, da smo en tak orang tim, ne, in ko so videli, niso me navajeni tako v takem črnem breznu biti, kot sem takrat bila. Sej, odkar sem itak padaš v menopauzo, skozi si v enem konstantnem PMS-u, skozi ti pač niha razpoloženje levo desno, ne, pa vsake toliko malo popizdiš, pa pol malo ne, pa si malo kakšen dan v depri, pa pol spet malo ne, ampak nekako jaz sem tako, načeloma sem konstantno nekako energičen, dobrovoljen človek, ne, in ko meni zmanjka energije, takrat je čas za preplah. Ker tudi doma, recimo, ko se midva kregava, takrat je vse v redu. Takrat, ko sem jaz tih, takrat je problem. Tako da takrat je tisti nekak znak za preplah, ne. In ta november je mene tako zelo, res tako klofuto sem dobila od življenja. Tudi sama nisem pričakovala, da lahko se preteram do te meje, da ne morem več. Kako je to izgledalo? Jaz sem izgubila spomin. Ne? Recimo, mi, ko smo nehali delati ta zadnji projekt, mislim, da je bil oktobra glih otvoritev Schellenburga, ne. Predtem smo imeli tudi ene par tako, kar orang zadev, in ti si bilo nekako, pa Fashion Week je bil prej, pa ne vem, se pravim, tako nekako kopičile so se, celo leto je bilo zelo naporno in nikoli ni bilo onega kompletnega odklopa, to se pravi, da lahko, ne vem, za 10 dni odložiš telefon pa komp, pa da nehaš razmišljati sploh, ne. In očitno se je toliko naložil, da preprosto ni šlo več. Sej tudi že čez leto sem ene parkrat tako revskala na naročnike že in tudi na ekipo, da sem se sama sabo morala malo parkrat v kot usesti pa zmeniti, tako je stara moja, zdaj pa malo nehaj, ne, dihi, in sem se probala kontrolirati in tudi to je pri meni problem, ne. Ko jaz ne uživam več v svojem poslu in ko moram jaz se začeti kontrolirati, je to znak, je to alarm, da moram to nehati delati ali pa se popolnoma odpočiti, začeti nekaj drugega delati ali pa sploh nehati delati. Zdaj, čist nehati delati, ko smo si končno postavili firmo, da dobro laufa, je brez veze. To se pravi, si moraš postaviti pogoje tako, da te ustrezajo oziroma razdeliti delo tako, da bomo vsi preživeli, ne? Da bo za vse ok. Ne? Je pa res, ne, da pol moraš pa res sprešti, razmisliti, ene parim stvarem reči ne, hvala, res ne. Tako, joj, res ne bi. Si kupiti karto za nekam, nekako ovce se staviti spet nazaj v štalco, pa počasi štartati. Povej mi, kako je pa izgledalo to, ko si rekla, da si izgubila spomin, ker mi deluješ kot človek, ki se takoj usede in gre tako, Ja, sej sem tako one-on-one, sem čisto dobro funkcionirala, ne. Tako, če na kratek rok, ne, recimo na sestankih noben je opazil čisto zares, da je bilo karkoli narobe z mano, ne. Sem pa vedno imela enega asistenta s sabo, ki si je zapisoval stvari, ker je bilo tako, kdo gre danes z mano, ker saj veste, jaz bom pozabila sprot, kaj smo se zmenili, kar je grozen. Ker jaz tega nisem navajena, jaz imam res zelo dober spomin. Jaz si zapomnim stvari, ki si jih ljudje sploh ne. In to recimo, da mi 10 projektov laufa vzporedno, jaz skoraj za vsak projekt, skoraj vsako stvar vem. Sej je že res, da si zapisujem, jaz ponovadi, ko si zapišem, si zapomnim, ne, jaz imam te sorte spomin. Ko si enkrat nekaj zapišem, takrat vem, se mi usede. Če mi nekdo tako sam nekaj pove ali pa po telefonu medtem, ko sem v avtu, si zapomnim kratkoročno in če si ne zapišem, bom pozabila.
In takrat, tudi ko sem si zapisala, pri zapiskih za sabo nekako nisem najdla povezave. To je bil pa tisti moment, ko sem se res ustrašila zase, ne. Ko pol ne veš kaj, a me je demenca napadla, a sem sam preutrujena, imam kratek stik, a bo to kdaj boljš. In tudi doma recimo sem imela tako zelo kratko to zažigalno vrvico. Vse me je iztiralo, takoj sem popizdila, ne. Mojih je fasil tokrat, da to ni res, je pa tudi res, da ni takoj razumel. Recimo sem imela 3 dobre dneve, 4. dan sem imela ful slab in on je nadaljeval, da bi imela jaz skozi dol. Jaz še nisem do konca globinsko spočila, ne, ker on je pač navajen, midva se zelo veliko se hecava, se prcava, tako, ne. In v tem času iz tega nisem prenašala. Tako da mislim, da se je tudi on takrat malo ustrašil zame, no, sam nekako s pomočjo ekipe, ki mi je res takrat je toliko čafljala tega dela na moj račun in sem jaz res sam not stopila takrat, ko je bilo res treba, pa ker res niso znali več naprej ali pa so se kje zataknili, da sem en problem odtaknila, ne. In smo speljali do onega momenta, ko so šla pol midva mal v Dubaj možgane na pašo dati. Takrat tisto mi je pa pol pasalo, no. Ja, to sem želela vprašati. Če si zamenjala okolico oziroma okolje, da si lahko bolj odklopila, zresetirala? Ja, a veš kaj je še en problem, ne? Ko sem jaz tukaj, mene ljudje uporabljajo za Google. In me dejansko po vseh živih možnih medijih, kanalih me sprašujejo na vse private možne message, joj, ti kaj veš, a te lahko samo vprašam, a imaš minuto, a bi šla na kavo, lej, a lahko, zdaj, takoj. Ne morem, skurjena sem. Pa v bistvu dostikrat tudi noče razumeti, da ne, da je ne. Lej, ne bi, a lahko naslednji teden, ne. Imam že razlog, da ne. Ker pač, če ne morem, nočem, me ne zanima, nobenemu ne bom zdajle poganjala naprej kariere, sorry, jaz sem se za svojo cel life matrala, jaz sem zdajle na unem, res se z nohti držim, da ne padem v brezno, ne me matrat. In jaz, če sem tukaj, ljudje nekako ne razumejo tega, da bi kdaj imela tudi mer. Ne? Zato dostikrat grem kam, takoj spostam eno fotko z ene plaže ali pa nekje, da sem v enem drugem časovnem pasu in takrat me pa ne gnjavijo. In pol tudi včasih se potrudim, da ko se vrnem še 3 ali pa 4 dni, nadaljujem story, dajte mi mera, lahko vsaj gate operem, preden me napadete. Tako da ja, vse so kakšni projekti, pa kakšni naročniki, s katerimi sem dogovorjena, da vse en lahko, a ne komuniciramo, seveda tudi moji iz tima lahko sam, zdaj se že toliko spoštujemo, jaz njih ne gnjavim na dopustu, če res ni nujno treba, oni pa mene ne. Melinda, zasledila sem, da ti ravno ti pobegi, ti mini dopustki dajo neko novo motivacijo, energijo za naprej. Ja, spucaš si ta ljubljanski siv čmok iz glave, pa govorim tako čisto zares vremenski in ta ne da se moment ali pa ne da se mi moment. Ne? Ti v bistvu, ko greš okrog, v bistvu vidiš, kako drugi funkcionirajo in nekako takrat dobiš inspiracijo. Meni je to super. Jaz dejansko rabim, na vsake 3 tedne moram vsaj malo čez mejo iti, da ljudje govorijo drug jezik, pa da je nekako malo ta druga dinamika odnosov vsega skupaj, da si spucam glavo. Rabim, to je to. Omenila si prej ekipa, ne? In me zanima, kako pa, predstavljam si namreč, da treba tudi to ekipo ljudi motivirati, da so vedno neke sveže ideje, da prihajajo nove želje, ne vem, ambicije. Kako je s tem? Pa mi se zelo veliko zabavamo. Ne, ta ekipa je nekako organsko padla. Ne? Mi se vsi nekako že odprej poznamo iz različnih okolij, iz različnih projektov in tako. In nekako skozi projekte se sestavljamo, tako bom rekla. In pri nas so že tako, nekako vezi so poslovno-prijateljske, je pa res, da zelo dobro ločimo poslovni del od prijateljskega. Tudi doma imava midva to ločen, ne, recimo, ker se midva sta solastnika firme, ne, s tem, ampak jaz vozim ta produkcijski del in planiranje in tako naprej, ne, on voz pa tehnični del, ne. In ko pride zadnja beseda, je ponovadi moja ta zadnja, zato ker pač vem, kaj je na koncu v Excelu. Čez kaj mi ne smemo, kakšen je plan, kaj smo obljubili naročniku, pa tako naprej, ne. In tudi v bistvu, kar se ekipe tiče, vsi točno vejo, kaj je njihova zadolžitev. Tudi ko smo sestavili ekipo, pa mi ful ne maramo zateženih ljudi. Daj mi en primer, kaj je to zatežen človek? Nekdo, ki mi bo tam v bistvu nitke zberal, pa gnjavi okrog ene in iste. Vsi,
Jaz doskrat opišem našo ekipo, kot eno tako funkcionalno skupino čistih, kako bi človek rekel, raztreščeni smo. Vsi smo mal nenavadni, ampak nekako, ko smo skupaj, smo vsi zelo normalni in zelo dobro funkcioniramo. Jaz recimo, meni se je zgodilo enkrat, da sem šla na en sestanek z zelo tako ukravatanimi, ne samo enkrat, večkrat se mi je to zgodilo, naročniki, in je pol moja ekipa še zraven prišla, ne vem, od tehnikov do teh kreativcev in tako naprej. Mi smo dejansko tako zgledamo, da nam ne bi dal narisa ne odsečuvati, ne. In na koncu v bistvu naredimo zelo nemogoče stvari. Tam dejansko je point vsega skupaj to, da en drugmu zaupamo, da vemo, kje so naši okviri in znotraj tega si puščamo svobodne roke, spoštujemo se, pa ful se zabavamo, ko smo skupaj. Mi nikoli nismo resni. Tok enega zezanja in zabave, medtem, ko mi delamo projekt, to ne vidiš prav kaj doskrat. Ne? Tudi recimo zdajle, ko snemamo Kolo sreče, ne? Gostje, ki pridejo tako, vsi so malo zategnjeni, ampak na koncu nam pošiljajo potice, zahvalna pisma, ne vem, ni stvari, tudi če ne dobijo nobene nagrade, pa ne zaradi tega, ker so se imeli fino, ker jih znamo sprostiti. Sam sprostimo jih pa zato, ker smo mi sproščeni, ne? Mi se zabavamo med projektom, ki ga delamo. Ta team spirit, to ni nekaj, kar se kar zgodi, ne? Pač ja, lahko so pravi ljudje na kupu, ne? Ampak tudi kdaj se vse najde kakšno gnilo jabolko vmes. Vedno. Ma ne, veš kaj, jaz vedno štartam od tega, da jaz moram biti nekako za vzor. Če jaz opravim svoje delo tako, kot je treba in da držim besedo, da ljudi poštejem plačam oziroma dogovorjeno plačilo, da dobijo v dogovorjenem času. Jaz doskrat zalagam tudi svojega, oziroma ne doskrat, večinokrat založimo svojega, zaradi tega, da so ljudje takoj plačani, tudi če meni naročnik še ne plača, recimo, ne, tudi to ljudje cenijo. Ali pa kdaj dan tudi kaj vnaprej, če je kdo, ne vem, totalni zagati, ali pa kaj jih rešim, pa se zmenim, lej, bomo pol na projektu poračunali, ali kakorkoli, ne. Ker recimo jaz ne verjamem v posojila, ne verjamem nobenemu. Ne, ker se mi je zelo velikrat zgodilo, da ali mi knjige ne vrnejo, ali mi pa denarja ne vrnejo in pa se malo grdo gledamo. Ne. Tega ne maram. Ampak da so tako računi čisti, da so te stvari popedenane. Nekako od osnovne higiene in od tega, da vsi opravimo svoje delo in pol tudi recimo, če nekdo ne opravlja svojega dela, jaz kot šef moram videti, da on ne opravi svojega dela. Tudi vedno ekipi povem, lej, če nekdo nekaj ne naredi, daj povej mi, se to ni špecanje. To je sam v bistvu zakaj bi vsi enemu odnašali rit, ki je popolnoma pošteno plačan za svoje delo in on mi hvata krivine, drugi delajo pa svoje delo plus še njegovo delo. Sorry, not fair. Ko pride do tega, jaz urgiram. Se usedem, se zmenim, razen če je res toliko zaserja stvar, da sorči stari. Ne, petkan drgam. Ker v bistvu pogodba je popolnoma jasna, doskrat v pogodbi napišemo, kaj je od koga delovna zadolžitev, ne. To sem se pa že naučila, pogodbe imam 7 strani dolge in zelo natančne, da so te stvari jasne, ne. Kaj pa je tisto zdaj tako, ko se ozreš nazaj in si rečeš, materej, sem delala eni failjo? Preveč sem zaupala ljudem, pa preprijazna sem na začetku bila. Saj tudi če zdaj me kdaj to zanese, ne? Ker jaz načeloma nisem tečen človek, ne? V bistvu pa nisem zoprna, jaz ne maram konfliktov, kakorkoli se to čudno sliši, ne? Ampak nekako življenje me je naučilo, da moram v bistvu zelo čvrsto stopiti in malo zaropotati, da me ljudje vzamejo resno, ne? Ker še nekaj, ne? Jaz, ko sem začela delati, sem bila stara 18 let mula, v cajtih, ko ženske niso bile glih na vodilnih mestih, vsi direktori, vsi producenti, vsi nekako vodje produkcije, karkoli pa že, ne, so bili tipi. Ženske smo bile tajnice režije, tajnica ovakva, tajnica onakva, ali pa pomočnica, ali pa neki, ne. Tako da si ti v bistvu priplezal nekako do neke pozicije, skozi si bil ta mala. Ne. Jaz sem bila ta mala do svojega 40. leta, ker v bistvu tudi dost mladostno sem zgledala, ne. Mislim, nikoli nisem kazala čist svojih let in tudi v bistvu, mislim tudi, kako se jaz obnašam, ne. Jaz sem ta hrhotavo neko bitje, kar ne pomeni, da jaz ne naredim svojega dela. Je pa res, da te pol avtomatično dost manj cenijo. In je malo zoprno, mislim, jaz tega ne maram, ne, ker ena moja prijateljica temu reče Old Boys Club, kar je res. Ker ko stop ti recimo v prostor, ne, najprej njega pozdravijo, ne pozdravijo mene. Tudi če je to moj asistent, ki je sicer od mene starejši 5 let, se njega bojijo, ne mene, in se pogovarjajo z njim, ne z mano. Dokler seveda ne spoznajo napake,
Jaz moram reči, da to dostakrat tudi izkoristim. A ne, mislim pač. Pametno. Nimaš druge, ne. Sam nekako moram reči, da kar se tega tiče, v bistvu ženske še vedno nismo na prvo žogo cenjene. Se mi zdi, da se šele zadnja leta počasi popravlja. Ampak še vedno ne v produkciji, ne na eventih in dejansko moraš zelo biti tečen in si ustvariti malo mogoče imidž zmaja, da te začnejo ceniti. Pa ene par projektov dobro moraš imeti tudi za sabo, da lahko kaj pokažeš, kaj si naredil, ne? No ja, nedvomno. Pa bi lahko rekla, da ravno zaradi teh izkušenj, ki jih imaš, pomagaš drugim ženskam v poslu. Sigurno. Ja, sem prepričana. Mislim tako, jaz v bistvu zaupam vsakmu, dokler mi ne dokaže, da ni vreden zaupanja. Tudi v bistvu, ko stopimo v poslovni ali pa prijateljski ali pa kakršno, oziroma ta deloven odnos, ne, nekako se mi zdi, rada odpiram vrata ljudem, ki se mi zdi, da imajo potencial. Ne. Meni se zdi, da imam dosti dobro intuicijo, kako ljudi nabrati. Ker včasih tudi vzamejo v ekipo nekoga, ki tega joba nikoli še ni delal, ma se mi zdi, da mogoče bi pa lahko z njega to ratali, ne. Je res, da na začetku rabiš malo več energije vložiti v tega človeka, da ga naučiš posla, pa so napake narejene, ne. Ampak če ta človek pol teh napak ne ponavlja in se uči in raste iz projekta v projekt, ne, je to fantastično, ker recimo v tem trenutku je moja desna roka, ne, oziroma dve desne roke imam, no, to je zdaj tako, en je malo bolj strukturiran, druga je pa tako ena taka Melinda dve ratala, ne. Jaz sem v bistvu njo spoznala kot hosteso, ne. In pol je ratala, je pač vozila malo, pa je pol malo začela organizirati, pa sem jo malo pol uvalila, ne vem kaj, da je poorganizirala nekaj, kar nisem mogla, malo je pometala za mano, jaz temu rečem pometala za mano, kar jaz nisem mogla do konca narediti, pa je pol ona finiširala, ampak skratka v tem trenutku je ratala tako ženska, ki jaz v tem trenutku lahko predam projekt brez velikih skrbi, da bo kakšno generalno, da bo generalen feler naredila, ne. Ful lepo. Pa ona je recimo ena od teh, ne. Tako da zdi se mi prav odpirati vrata. In moramo odpirati vrata ljudem, tudi če niso glih ta prave šole naredili. Ker recimo jaz nimam nobene veze. Moje šole, jaz nikoli nisem študirala ničesar, kar je imel veze s produkcijo. Jaz sem se naučila on the run, oziroma on the fly, ne. Prej si omenila, ne, da je to precej moški posel in da si se ti kot ženska mogla veliko bolj dokazovati, ne. In ena stvar me zanima, ne, to je vseeno kar dosti stresen posel in mnenja so, precejšnja njih večina, ne, da je moški tisti, ki veliko lažje prenaša stres. Kako si se ti naučila handlati ta stres? Moški boljš handlajo stres, give me a break, a prav vse imamo vse enega moškega doma, ki je pod stresom, pol doma v bistvu popakiraš ta stres, ne. Mogoče na prvo žogo, ne. Sej, jaz bom rekla, da jaz sem zelo tako odkrito srčna oziroma odkrito besedna. Tudi na sestankih, jaz kar povem, kar mi ne paše, ne. Kar tudi zaradi tega jaz nimam zdaj milijon naročnikov, ampak une, ki jih pa imamo, smo se pa že toliko povohali, ne, da vemo, oni točno vejo, da če kaj mi ni prav, oziroma da če kamor oni želijo iti, jaz jim bom direkt povedala, kar ni okej, ali pa kar se mi zdi, da ni okej. Če se oni še zmeraj odločijo, da grejo v to smer, prav. Sam, jaz sem tlele zaradi tega, ker ste me vzeli, ker sem strokovnjakinja na mojem področju in želim, da te stvari grejo. Tako da jaz sem svoj stres pohendlala tako, da sem v bistvu odkrita. Ne pakiram več z teh stvari in čustev in negativnih misli vase in jih ne predelujem sama. Jaz povem na glas, ker se mi zdi, da s tem tudi v bistvu en kup enega stresa nekako se razbremeniš. Govoriti je treba o stvareh, saj zato pa psihologi pa psihiatri ostajajo. Ti greš tja in govoriš o stvareh in ti, ki enkrat spregovoriš o neki zadevi, je pol manj tečna, pol manj težka, ker pol odkriješ, da si mogoče ima pa on tudi to isto težavo, sam je nekako probo preložiti nate. Ampak če pol v bistvu prijete do tega, se pravi, ti ne veš, jaz ne vem, dajmo se pogovoriti, kako bi mi to naredili, ali pa dajmo razmisliti, se dobimo čez en teden, pa bomo naprej rešili. Noben problem ni tako velik, da vsega ne bi dali rešiti, ne? In tudi v bistvu vse strese se da nekako shendlati z odkritim odnosom. Je pa res, ne, da takrat, ko imam pa vsega naenkrat dosti, ko imam 10 takih, ki me pijajo, pa ki jih moram nekako odpeljati, pomaga kdaj kakšen gin tonik, kar ne pomeni zdaj, da sem pijanka, ampak samo toliko, da me kdaj kaj sprosti. Ali pa dejansko potovanje, ne. Odpotuješ, pogledaš si nekje drugje, odmisliš druge stvari
In recimo meni ni noben problem pol na mail odgovarjati v Veroni. Jaz, ko pogledam skozi okno, pa vidim Verono, pa ko grem dol na neko fajn italijansko večerjo, mi je življenje dosti lažje, no? Tako da jaz tako stres handlam, ne. Potovanja so mi dost bistvena zadeva, pa koncerti so tudi ena od teh stvari, ne, k grem rada. Muska, to je to. Kar dosti taka specifična glasba, no, vsaj za moj okus. Ja, od nekdaj sem bila tako metal, rockerica, tako da imam rada imam orang ritem. No ja, sej ne. Ne vem, se pravi, na prvo žogo mogoče ne delujem tako. Čeprav vedno rečem, ne, jaz imam rada dobro glasbo, ne, meni grejo na živce vse te posemplane stvari, vse to, kar si je zdaj blazno podoben, nisem na turbo, nisem na narodnjake, pač sem ta old school. Mogoče iz tega industriala nekako, s tem sem gor rasla, ne. Zvesta sama sebi tudi v tem. Se pravi, kar mi paše, predvsem sam sebi moraš biti, tisto, kar ti paše, to moraš v bistvu handlati. Life's too short, ne moreš, ti imaš samo eno življenje, ni popravca, ne govorijo pa ne pišejo karčijo, ko mi bo en dokazal, da je prišel nazaj, pa da ima drug life v redu, ajde stari, naj ti bo. Ampak jaz imam zdaj ta life in ga mislim na polno izkoristiti. In ne bom dovolila več nobenemu, nikoli več, da bi hodil po meni, da bi me prikrajšal za užitke ali pa da bi mi govoril, koliko jaz nisem dobra, ne. Ali je to naročnik, ali je to privat, ali pa karkoli drugega v življenju. To pomeni, ne, da če poznaš take situacije v življenju, da si jih dala najbrž kar nekaj skosa, ne. Sigurno, ja, kar veliko. Ampak kdaj se je pa potem zgodil un moment v življenju, ko si rekla, ko gleda vse, jaz bom to, kar sem? Pa ja, je bil v bistvu nekako po ločitvi sem se še zelo iskala, ne, pa polk v bistvu nekako, tudi recimo moj otrok ima diagnozo avtizma oziroma Aspergerja, ne, in nekako s tem je bilo treba gor rast, ne, in pol v bistvu skozi ti ljudje neki pamet solijo, kako moraš živeti, kako mora on živeti, kako bereš, kakšna ne bi bila idealna razmerja, ne vem kaj ne vse in zelo dolg časa, tudi recimo pred tem me je mama probala ufurati v neke svoje smeri. Jaz sem se cel življenje se nekako probala ugajati, ne. Tudi v zakonu sem dolg časa probala ugajati, dokler mi ni to vse skupaj pojedel, ne. Recimo prvi en tak res, ki je bil, ko sem se odločila ločiti se. Drug res je bil ta, ko sem nekako po ene parih pol neuspelih oziroma res zelo tako bolanih vezah ugotovila, mislim, sorry, ne rabim tipa v lifeu. Res ne rabim. Jaz sem sama sebi popolnoma dovolj in vem, da sem okej, vem, da ne delam škode oziroma ne delam zavestno škode in tudi znam delati, čisto dobro izgledam, če pa brez tipa do konca lifea, bom pa brez tipa do konca lifea. Moj mulc je od unga avtista Tomavga, ki se je z glavo zaletaval v zid, ki je bil majhen, pa dejansko, ki ni komuniciral, v tem trenutku končuje faks. Jaz sem ponosna na to. Saj nisem tega sama naredila. It takes a tribe, ne. To se pravi, celo pleme smo ga vzgojili, ne. Skupaj z ekipo, skupaj z njegovim očetom, starimi starši, kakorkoli pa že, ne. Ampak jaz sem ponosna na to, kar smo do zdaj naredili in to je bistvo življenja. In pol v tistem trenutku, ko sem se odločila, da sem jaz sama sebe okej. Da je moj life v bistvu okej. Da vse tisto, kar so mi drugi govorili, da kakšna sem, da sem ovaka, onaka, prasica, zoprna, ne vem kaj ne, vse ne. Nenadoma se mi vse v pravo smer obrnil. Najdla sem človeka, s katerim ful dobro funkcionirava skupaj in v bistvu en drugega tolerirava vsem, kar sva. Sej ne on, ne jaz, nisva bila cvečke, ne v prejšnjem življenju, ne zdaj, ne. Ampak življenje se je postavilo tako, da končno imam eno vezo, ki funkcionira, mulca, ki funkcionira, dosti denarja imam v bistvu, da si lahko privoščam kakšno potovanje, da ne zaostajamo s plačili v ekipah in da ostane še nekaj za rezervo. I'm happy, as far as I'm concerned, mislim tako, kar se mene tiče, jaz sem dejansko zadovoljna zdaj v življenju, ne. Ker meni ni cilj zdaj imeti gradove v oblakih, meni je cilj v bistvu imeti čas zase. To je pa pol tisti moment, ne, ko se moraš naučiti še toliko več delegirati dela, pa se naučiti v bistvu nekako odklopiti, ko pride čas za to, no. Podpišem, ja. Čim več časa zase. Ja, veš, sprašujem zato, ker seveda izhajam iz sebe, ne. Jaz imam težave z delegiranjem,
Pa ne zato, ker ne bi ljudem zaupala, pač malo je to so slabe izkušnje, malo je ta moj perfekcionizem. Ti si imela kdaj izkušnje s perfekcionizmom ali pa težave? Ja, recimo moja mama je bila perfekcionist, ne, in dejansko jo in mene in mojo sestro ne skozi gnjavila, sploh nedeli, če ne boš naredila pošteno, ne. In medve so bile obedve in še dan danes so obedve zelo stroge sami do sebe, ne. Mogoče moja sestra še vedno še malo bolj kaj jaz, ne, ker res sem se naučila malo se sprostiti, ne. Ona se mi pa zdi, da je še zmer zelo v temu, ne. In pa to ti ostane. Če te cel life drillajo za neki, ne, določene stvari ostanejo v tebi in jih zelo težko preskočiš. Ne. Sam po drugi strani pa polk razmisliš, dobro, zdaj se bo po meni cel life razpadel. Pa še en moment je bil, ko sem ugotovila, mulc, ki je bil majhen, ne, jaz, ko sem bila v ful slabem stanju, je bil on totalno siten, tečen, zoprn, grozljiv, neobvladljiv in tako naprej. Ko sem bila jaz okej, je bil on okej. In takrat sem se naučila nekako postaviti stvari oziroma začeti postavljati stvari tako, da sem bila jaz v redu. In tudi, ko je bilo treba se spočiti, makar tudi od tamavga, ne, sem ga pa dala za par dni k babici, tako, a ga nič ne pogrešaš. Mislim, ne, jaz pogrešam cajt zase, dajte mi 3 dni, da se jaz naspim, da se sestavam in ko bom jaz to okej, bom lahko za tamavga veliko več naredila, kot tako, da sem sitna doma in mu težim. Sej to se mi zdi, da je kar ena taka vse splošna situacija mladih, ali pa če konkretno rečem ženska, ne, ko se zgodi materinstvo in si razpet in se kar začneš v bistvu mal sam s sabo prepirati. Ne. Slabo vest imaš. Ja, slabo vest imaš, to mislim, skozi imaš slabo vest. Skozi imaš slabo vest, ja. Sva pa pred snimanjem govorili ravno o tem, ne, kako je pravzaprav tvoj otrok rastel s tabo ob projektih. Ja, on je rastel na projektih. S tem, da v bistvu, se pravim, s to diagnozo, ki jo pač on ima načeloma, avtisti bi morali biti blazno vase zaprti, bi jih morali držati pod steklenim zvonom in to so bila tudi v bistvu navodila takrat, ko sem jaz ugotovila, kakšno diagnozo ima, ne. Tam pa sem začela razmišljati, se rekla, ok, če bom jaz to naredila in mulca tako vzgojim, da je navajen točno na določene urnike, točno na določene ljudi. Mislim, sorry, mi ne bomo imeli lajfa. Jaz sem na to malo z egoistične strani pogledala in posledično tudi on kasneje ne bo imel lajfa, ker ne bo navajen na spremembe. Ti moraš te otroke v bistvu naučiti živeti. In če ti njega naučiš živeti tako, da ni sprememb, on je tako naučen. Sam moram pa reči, da recimo, da je moj mulc navajen na dosti več sprememb, kot recimo so zdaj določeni otroci, ne vem, generaciji, ki so prišle za mano, ne. To se pravi, te razne permisivne vzgoje, vse te, vse ti lahko, pa tega ne bo, moj mulc pa ne bo delal ali pa ne vem kaj. Jaz sem tam avga, čim se je dal, bom zrihtal kakšen job, da je začel delati. Da si zasluži svoj denar, da zna ceniti to, da ga zagon ga pač nima, a ne, bože mili. Sej ni zdaj, da mu ne moramo prvoščiti stvari, ne, ampak meni se zdi, da je treba nekako zgraditi odgovornost da se znajde v življenju. Da se znajdejo pol naprej v lifeu, ker nekaj lepega ne bo mame, ki bo zrihtala vse. Sej tudi zdaj, dobro, ni več tamal, zdaj letos bo 22, ne, zame vedno tamal, vedno bo tamal, ne. Ampak dejansko tudi on noče več, da mu jaz karkoli menim se namesto njega. Pa vem, da bi se kdaj dosti hitreje zmenila, pod kakšno stvar tudi lažje razložila. Sam po drugi strani ne si glavo razbije ene parkrat. To je tudi izkušnja. In ja, parkrat je bilo hudo in je bilo težko in je bilo treba iti čez par orang kriz, ne, tudi s pomočjo šolskih psihologov, raznih pomoči, ne. Sam smo pretelovadili in se tudi zavedam, da bojo še take krize prišle. Sam se mi zdi, da dejansko, da otroke je treba pustiti funkcionirati čim bolj samostojno. Pa ti je bilo težko ob tem, ko pač si delala nekaj tazga, ker si vedela, da je v njegovo dobro, na dolgi rok, v tistem momentu bi ga pa najraje objela, stisnila. Ja, valjda. Kako si šla skozi to? Pa, a veš, tako kot mama, vedno popustiš, pa ga pol malo scrklaš, ne. Ampak nekako ne smeš popustiti v celi smeri, se mi zdi. Sej še zdaj se moj vsake tok, razvajaš ga, še zmer mu popuščaš, jaz mu bom vedno popustila, ker sem ipak mama. A ne. Je pa res, da tudi, ko jaz zarobantam, on točno ve, kje je meja in čez katero ne sme iti, ne. Tudi v bistvu, ko hodi okrog, ali ne vem, na razne razgovore, ali pa kakšen job upravlja, pa pride kdaj kakšen feedback do mene, ne, mi vsi povejo, da mamo ceni, da mama je rekla tako, da me doskrat omeni, sem malo tako, ne, sam po drugi strani pa se je okej, da ve, kaj je prav, kaj je narobe, no, se mi zdi, da
da to nam je paratal nekako mu privzgojiti. Zelo lepo slišati, ker seveda ti otroci odhajajo v svet in so nekoč zaposleni in ti si že toliko let v poslu, ne verjamem, da si dala eno, mogoče 2 generaciji takih otrok čez in daj povej mi, kako je delati z njimi? Vse to zelo veliko ljudi k meni pošilja svoje otroke, ne? Da kao joj nauči jih delati. Ne? Jaz jim pol vedno povem, doskrat se je zgodilo tudi kakšni, ker vem, da so jih orang poučkali. Jaz jim kar povem, mislim, sorry, pri meni ne bo, ni bližanc. Nič jim ne bo lažji, zaradi tega, ker jaz poznam mamo ali pa očeta. Tudi kdaj bom nadrla, tudi kdaj bom na mino naletel, ne? Sam tako, da če mi boš pol ti klicala, da ojoj, dej, kaj si pa zdaj le mojmu, ne, otroku, to je zame odrasla oseba, ki pride delati v ekipo. V ekipi je hierarhija popolnoma jasna. Vsi vemo, kaj mora kdo početi. In to, kar mi delamo, to se pravi eventi, reality, TV oddaje, to so zelo hitri formati in zelo hitre stvari, kjer se v bistvu najmanjša napaka, ki se ti zgodi, se ti to zelo domine podrejo, ne? In ko pridejo te ljudje delati v ekipo in moramo takoj od štarta razložiti, kaj je njihova naloga, kakšna je njihova odgovornost in da mojo odgovornost tudi prevzeti. Jaz ne moram odgovornosti prevzeti za njega. Jaz na koncu dneva sicer res prevzamem odgovornost za kompleten projekt, ne? Samo dejansko se mora vsak zavedati, da to ni samo job, da če ga ne opravi, ga bo že nekdo opravil. Ga bojo, ja, samo ti si plačan za to, opravi to. Če bojo drugi upravljali tvoje delo namesto tebe, a jim boš dal del honorarja, ja, to pa ne bi. Tudi to se mi je že dostikrat zgodilo. Ne vem, sem imela oddajo za oddati v nedeljo na server s finalizirano televiziji, montažerka je z napol zmontirano oddajo v petek popoldne ob 3 odšla domov, ker sem jaz klicala ob 6, ti poslušaš pa nadaljevala, ja ne, pridem jaz v ponedeljek, oprosti, jaz moram v nedeljo oddajo imeti oddano. Sem dala drugmu za zmontirati za narediti, sem ji odbila honorarja, kakor pač oddaja ni bilo narejen in je bil ogen obajti, da se gre mobbing. Ne, to ni mobbing, to je prevzemanje odgovornosti in če tvoj job ni bil narejen in dogovorjeni smo bili, da boš naredila, boš pač naredila. Sej od onega trenutka naprej pač ni več hotela niti delati za nas, ma jaz ti tudi ne bi na živa ne mrtva več vzela, ne. Ker meni je blazno pomembno, res mi je pomembna ta odgovornost do projekta in tudi do sodelavcev v ekipi oziroma do članov tima. Ker če nisi tim, če ne deluješ kot tim, ti nikoli ne bo ratal. Konc. To Melinda dela dobre projekte, ni res. Melindin tim dela dobre projekte, ne. Je pa res, da znam pa tim zbrati. In tudi gnila jabolka dosti hitro izločimo, no. Niso pa vsi, ne, seveda, kot sva zdaj rekli, ne. Recimo primer iz ene odvetniške pisarne, ne, ko prihaja mlada generacija, oziroma mladi nadobudni, ki si seveda želijo priložnosti, izkušenj in so pripravljeni delati v Iberture, tudi več energije, imajo več časa, ne, in potem imamo na drugi strani generacijo, da reči 45+, ki se v taki situaciji ne počuti glih najboljša, ne, in se soočajo z različnimi občutki. To je njihov problem. Mislim, če si ti odrasel človek, se moraš pohendlati. Mislim, če se ti čutiš manj vrednega proti enemu mlajšemu, oprosti, mislim, to je... Ne mislim v smislu manj vrednosti, bolj v smislu tekmovanja, veš, mladi vseeno imajo več energije, več svežih idej. Jaz mislim, da na mladih svet stoji. Da. Ko mladi pridejo, ti moraš izkoristiti njihovo energijo in njihovo voljo do dela, tako da bo vsem okej. Zdaj, če ti nisi srečen, da on dela 12 ur, mislim, jaz ne vem, jaz bi bila ful srečna, da bi nekdo delal 12 ur, da še meni malo pošafla enega dela. Ti si zdaj tukaj komentirala z vidika šefa, ne? Kaj pa, če je to sodelavc? Je čisto redo. Ne, se pravim, jaz mislim, da je to problem starejših, ne mlajših, ne. Jaz tudi recimo, bom dala en tak primer, mi, ko delamo Ljubljana Fashion Week, ne. Moda je stvar, ki nekako temelji na trendih, to se pravi, trende delajo mladi. V bistvu vsi modni trendi nekako izhajajo iz uličnih trendov, ker jih mulci v bistvu zastavijo, ne. Dizajnerji jih kasneje pojahajo. Zelo redki so dizajnerji, ki čisto res postavijo trend, ne. V bistvu čisto res novega trenda ni, to so kombinacije stvari, ki smo jih že videli, ne. Je pa res, da mulci so trendseterji. In zdaj recimo jaz pri svojih 54 sem za njih babi. Ekipa, ki dela z nami, mislim, mi skupaj, ki delamo, ne,
Naslednji korak so ljudje stari okrog 40, že oni so že malo stari, zato kar mi moramo nekako trende pofollowati. Mali pa, ki pridajo, ne, oni imajo polno glavo in oni vejo, kaj v tem trenutku funkcionira v svetu, kako informacije o tem krožijo, obvladajo sociale, vse kanale in kako naj bi te informacije do njih prišle. Mi obvladamo, mi imamo izkušnje, bom rekla, imamo kontakte in znamo postaviti kompleksne projekte, oni so pa tisti, ki nas lahko filajo z idejami. Jaz to tako nekako jemljem. Mi imamo ful radi mlade v ekipi, ne? In jaz to tudi podpiram. In noben se ne počuti ogroženega, ker se zavedamo tega, da nas v bistvu mladi na nek način futrajo. Seveda ne maramo polnih lenuhov, ki sam govorijo, pa nič ne naredijo, ne? To je pa druga stvar, ampak pustimo to, ne? Je pa dejstvo, da moramo ta stari pa ta mali, ne? Moramo vsi z roko v roki nekako hoditi naprej. In če se ti ne zavedaš, da ti rabaš ta male, je brez veze, mislim, sorry, pol ti deli uno tvojo staro ustaljeno stvar, pejt v penzijo, zapri, pa čau. Stvari se morajo obnavljati, prihajajo nove generacije, ki popolnoma drugače gledajo na svet. Tudi recimo faksi, ki zdaj obstajajo, ne, in programi, ki zdaj obstajajo, mi sploh ne vemo, mislim, v naših cajtih tega ni bilo. Mene Mulcka me je vprašal pred 4 leti, ko je končeval, ne, 4, 6, 7, ko je končeval osnovno šolo, ne. In je obstajala okoljevarstvena višja oziroma visoka, ne. Rekel, on bi ful šel na ekologijo, okoljevarstveno se nekaj s tem normalem, mislim, ki je pa job dobil. Tako, dam, ne. Dobro, zdaj se je za logistiko odločil, ker tudi so jobi, ne, sam recimo v tem trenutku so vse te okoljevarstvene smeri so the thing, ne, v današnjem svetu. Kaj pa je next the thing v tvojem poslu? Kaj predvidivaš oziroma zaznavaš tako skozi ti mlade? Kaj čutiš? Zdaj odvisno, v katerem poslu. Ja, izber, lahko moda, recimo se mi zdi, jaz te zaznavam, kot da si zelo trajnostno naravnana. Mislim, jaz vam rada, ne sam jaz sem trajnostno, cela ta slovenska scena je super trajnostno naravnana in mi tudi kot Ljubljana Fashion Week zavod, ne, v bistvu zelo stremimo k temu, pa nismo sami mi, ne, dejansko je moda največji onesnaževalec na planetu, skoraj prvi ali drugi, se ne vem, tle nekje smo blazno v vrhu, ne, in predvsem hitra moda, ne. Šokirana sem bila, ko sem to številko slišala. Ja, ne, to so nore številke, vse zato in za slovensko modo pa v bistvu zelo težko rečeš, da je hitra moda, ne, ker dejansko vsak ko stane tok in tok in ti, če daš tok denarja za nekaj, kar si pač kupil, ti boš to imel 20 let v omari. Prvi korak do trajnosti je to, da stvari ne vržeš stran po prvi uporabi. To recimo za začetek, ne. Ker je nisi kupil med izhodom za malco, recimo. Ja, exactly, ne. Tako da tudi treba začeti paziti v bistvu na načine izdelave, to, da je lokalna izdelava. Mislim, te vidiki trajnosti tega je blazno veliko, ne. Tako da trajnost je definitivno v vseh segmentih, je trajnost vedno bolj popularna, ne. Mislim, to, kar se pa drugih stvari tiče, pa jaz ne vem, mislim, te družabni mediji, ki so nas preplavali, da še zmeraj nisem čisto prijateljica tega, ker je toliko tega face newsa in toliko je tega problem, ki ga imam jaz s trenutkom, je splošna neizobraženost ljudi. Zaradi tega, ker jaz mislim, da če bi v enem trenutku padla nevtronska bomba in bi vsi elektronski mediji izginili, ljudje več ne bi znali uporabljati knjige, ne bi imeli osnovnega znanja za preživetje. Ker v tem trenutku imaš ti na dlančniku, na telefonu vse informacije, ki jih rabiš. To se pravi, katera rastlina je tja, dam app in mi povejo, užitna je strupena. Mislim, jaz še zdaj vem od osnovne šole, iz osnovne šole, ne vem, z biologije, iz kemije vem določene stvari, iz fizike, vse tisto, kar mislim, da bi mi pomagali preživeti. Če bi jaz zdaj enega mulca dala, ne vem, nekam na nek osamljen otok, brez interneta, brez telefona, odvisno od staršev, so ga naučila, ga niso učili, ne. Ker tudi v šoli so programi prehiter narejeni in se mi zdi, da imajo tudi premalo temeljnega znanja za stopiti naprej v svet. Oziroma preveč se zanašajo na digitalne, na dostopnost informacij, tako. Pa če rečem na področju televizijske produkcije, kam gremo? Čim več, za čim manj denarja, čim hitrej. Jaz bi vedno rada, vsakič, ko dobim novo produkcijo za delati, vedno bi si želela še kakšen mesec več za pripravo, da se malo bolj pripravimo, zaradi tega, da bolj racionalno pol tudi porabimo tisti budžet, ki ga imamo, ne? Ker dostikrat v bistvu na račun hitrosti ti denar leti, ne.
Pa to ne govorim zdaj samo o produkcijah, recimo tudi tako drugače v lifeu. Ti, ki stvari ne premisliš, ful več denarja zagonaš, kot takrat, ki jih stvari premisliš. Je res. Prav spet je ona ključna komponenta v življenju, ki jo rabimo, je čas, zato da lahko stvari pol dobro narediš, ne. Tako da zdaj si pravim, kaj so naslednji trendi, v vsakem primeru so te Netflixi, vse te on-demand zadeve, stvari, ki jih lahko pogledaš po telefonu, vse mora biti dostopno, vse mora biti dosti hitro zmontiran. Je pa res, da sem jaz tako tudi malo pristaš, tle pa sem tečka, ki grem, mislim tako, delam tudi mogoče za malo starejše generacije, ker recimo moja mama, ki je stara, ne vem, 80 plus let, vem, da rab nekaj sekund časa, preden informacijo zares dojame. Mi, ki stvari montiramo, ne, sej atraktivno je, ko ti zmontiraš stvari, da je hitro luči, wow, ful se dogaja, ne vem, levo, desno, ne. Ampak če bo moja mama to gledala, tega ne bo gledala in televizijo čisto zares gledajo otroci in starejši ljudje. Vmesne generacije gledajo čisto vse na telefonu. Ali pa gledajo za nazaj, ali kakorkoli, ampak tako v real timeu moraš ti delati v bistvu za populacijo, ki rabi mogoče kakšno sekundo časa več, da dojame informacijo, ne. Tako da odvisno je spet, za kater medij delaš, na kakšen način, mislim, moraš razmisliti, kako bi informacijo podal naprej, da bo padla na plodna tla. To velja za vse evente, za naročnike in tudi prva stvar, ki jo moraš naročnika vprašati je, kaj želite sporočiti s tem. Ne, to živijo, da jim imajo kevc na oder, rabim eno zvočenje pa en PowerPoint. Kaj je ključno sporočilo, potem bom pa jaz povedala, kaj bi bilo dobro, da daš na oder, mogoče se bomo najdeli nekaj srednje. Se pravi, mladi in stari in pa mi vmes, ki imamo vedno krajši attention span. Ja, to, da imamo krajši attention span, se mi zdi, da pride s tem, da vedno bolj cenimo svoje življenje oziroma preostanek svojega življenja, ki ga nočemo v bistvu zapraviti za neumnosti. A ni tako? Ja, če rečem midve, najina generacija, ne, ampak mislim pa te 13, 14, 15 in več najstnike, ne, ki non-stop samo swajpajo in kako nagovarjati take? Jaz mislim, da jih moraš vršiti v življenje. Ti moraš dati odgovornost. Oni, ko bo enkrat dobili eno službo, kjer ne mora imeti skozi telefona v roki, ko bo mogel pač opraviti svoje delovne naloge od A do Ž in mislim, če služba zahteva toliko in toliko ur dela in če bo on od tega polovico cajta na telefonu, se bo nekje to poznal, službe ne bo mogel zadržati. Konc. Pol je pa tudi stvar tega, kako to pol starši pa v bistvu vse avtoritete pohendlajo naprej. Ali si ti bogi, šef te nima rad, ali pa je stari moj, zber se, odlož, dam ti šanse še pol leta ti plačevala stanovanje, pol naprej mi daš pa že malo zraven, ne, ali pa kakorkoli, ker se pravim, jaz se zavedam te situacije, da mladi nikoli ne bojo v tem trenutku zaslužili dovolj za najemnine, za nakup stanovanja in tako. Tle se mi kar smilijo, ne, ker je res težko, mislim, konec koncev jaz živim v najetem stanovanju, jaz nimam keša zdaj, da bi si stanovanja v Ljubljani kupila, ni šanse, pa tudi dala ne bi to denarja, ker je overrated. Mislim, imamo cene take, da smo na Mayfairu v Londonu, mislim, ne, hvala, res ne. Zato so si rajš kupila ono kamnito razvalino, lepo tam v Istri, lepo počas bomo naredili nekaj za stara leta, na koncu bom gledala sončne zahode, če ste hoteli, me boste lahko obiskali, saj ni tako daleč ven z Ljubljane. To je pa to. Povej mi, si kdaj offline, tako namenoma ugasneš vso elektroniko? Ne, samo veš, kaj se mi je začelo dogajati, da v bistvu od novembra dalje ful pogosto pozabim telefon. Ali pa pozabim pogledati na telefon. In mi je ful dobro to. Ker takrat sem ga namensko, tudi to je ena od novosti, maile pa notificatione sem umaknila z telefona. Jaz zdaj pogledam maile takrat, ko se usedem k računalniku in če je to 2-krat na dan. To 2-krat na dan lahko sem cel dan pri kompu, ampak če ne morem, če bezlam po sestankih, imam ful obveznosti okrog, pač ne gledam mailov. Noben ne bo umrl zaradi tega. Če bom jaz ene par ur kasneje na kakšno stvar odgovorila, ne. In tudi v bistvu nekako na ta način navajaš ljudi, da mogoče pa premislijo, kdaj ti bojo poslali mail. Če rabijo stvari čist takoj, poklič me, pa ti bom takoj naredila. Če mi po mailu pošleš, pa pol jaz moram po mailu takoj odreagirati, ne bom. Preprosto ne bom. Tudi te variante v petek ob 4 popoldne ti pošljem nekaj, da rabim do ponedeljka zjutraj. Stari moj, vikend je moj. Ne bom. Cajt si moraš vzeti zase in se rabiš regenerirati, ne?
Ker je tudi tako, ti če delaš, ne vem, pol do 8, 9 zvečer, ti možgani to klafajo, da zaspati ne moreš. Pa si crknen za res umret, ne moreš zaspati in se ne naspiš in se ti možgani ne regenerirajo. Če ti nisi spočit, ne moreš biti kreativen, ne moreš biti natančen. Kratka, en kup teh stvari in ko zapadeš enkrat v to, ta vrtiljak vseh negativnih stvari, ki se ti naberejo, je dejansko sam varovalko ti nekega lepega dneva vrže. In pol je v bistvu, jaz sem dobila eno tako orang močno opozorilo in sem se nekako naučila, da zdaj se bom pa jaz malo naslonila, ne rabim biti čist takoj aktualna in takoj odgovarjati na stvari. In kdaj lahko rečem tudi ne, hvala, ne bi, ne morem, nimam časa, nimam energije, nimam ekipe, kakorkoli. Tako po resnici odgovoriti, ker včasih tudi, ker nisem imela ekipe, ne, sem pol sama prevzela in sem cel projekt pelala sama. Zaradi tega, ker joj, da ne bo vzela naročnik užaljen ali pa bo nekoga drugega vzel ali pa bom zgubila naročnika. Zdaj mi je tako, če ne gre, ne gre. Žal mi je. Odrasla si praviš. Ja, je bil čas za to, no. Se pravim, ja, verjetno odrasteš takrat, ko si znaš vzeti čas zase in za regeneracijo. Zdaj Helen Mirren je lepo rekla, ne, da je ful žal, da ni večkrat uporabila fuck off. Da, jaz se ful strinjam z njo. Pred časom je prišel do mene en reel s Sharon Stone, v katerem je povedala, kako se je v bistvu krog ljudi okrog nje spucal, ko je začela govoriti ne. Kako je kar naenkrat niso imeli vsi več toliko zelo radi, ampak je pa tudi rekla, da je to pač edino normalno v tem življenju. Pa se je nenormalno, da te ima radih, ne vem, unih par tisoč ljudi, ki jih imaš na Instagramu, pa par Jurijo, ki jih imaš na Facebooku, pa ne vem koga, vsi so tvoji close prijatelji. Mislim, jaz čisto zares imam zelo malo bližnjih prijateljev, ne, oni pač vejo vse o meni, ne, in tudi vem, da kogarkoli pokličem, mi bo sredi noči dvignil telefon pa prišel, ne. Mislim, njim moram biti všeč, oziroma niti jim ne rabim biti všeč. Raj vidim, da mi po resnici povejo, pa to so ljudje, ki se me tudi bojijo, ne. Vsi ljudje, ki imajo recimo moment, jaz te spoštujem, jaz ti ne bom povedal, kaj mislim, moraš mi povedati. Ne, moraš mi povedati, temu se reče, ne vem, direktna komunikacija, odprtost. Ko lahko enkrat odkrito komuniciramo, se mi zdi to prvi korak k prijateljstvu in tudi prvi korak k pravemu poslovnemu oziroma pravemu odnosu ekipe. Evo, tako. Kaj pa bi ti svetovala generaciji, ki že ali išče ali pa bo zdaj začela iskati delo, ne? Kaj bi na Melindo naredil vtis, če bi prišli na razgovor? Da je predvsem, da prevzamejo odgovornost, da res dobro pravijo svoje delo. Po bistvu pri mladih pogrešam to, da bi preizkusili milijon različnih jobov. Ker recimo tudi, jaz sem delala čisto vse. Ko mi je nekdo rekel, a bi to, moj odgovor je bil ja, tudi če nisem znala, ker sem se hotela naučiti, ne, pa tudi pač imaš neko izkušnjo, ne. In zdaj jaz recimo zelo lahko rečem, da za vsakega v ekipi natanko vem, kaj delajo, koliko to energije, priprav, želje, volje, cajta potegne za sabo, da upravijo svoje delo, ne, in zaradi tega znam to pol tudi prav recimo jobe razporediti, ne. Samo če ti nimaš teh izkušenj, če nimaš odprtih oči pa ušes, če se ne pogovarjaš z ljudmi in če ne srkaš vase en kup različnih vtisov, ti ne more ratati. Če ti rečeš, ja, jaz imam cilj in samo to je moj cilj, good luck. In izbiraš točno samo tisto, kar bi pasalo. Ja, mislim, lahko, sam pol si tako zelo ozko si usmerjen, ne, in čim te bo enkrat univerzum zabil, ker te bo, vedno pride moment, ko te potolče. In pol si tako v dnu in ne veš, nimaš socialne mreže, ki bi ti lahko odprla recimo še kakšne druge vidike, druge jobe, da imaš druge priložnosti in tako naprej. Jaz mislim, da moraš dejansko zelo na široko gledati na svet, na življenje in na jobe, da ne smeš biti fah idiotno. Evo, tako. Pač ja, super nasvet za iskalca dela, ne? Ja, širok moraš biti, ne smete biti strah neznanega, moraš stopiti noter in ko si enkrat not, pa še nekaj je ful pomembno, ko ti rečeš ja, spel do konca, tudi če ti na sred ni več všeč, sam spel do konca, ko si rekel ja, ker si odgovorna odrasla oseba, ki ni tega povedala v spanju ali pa v slipu oko, a ne, ampak si pri polni zavesti se zmenil, da boš nekaj opravil.
torej opravi. In če je izkušnja, ki se je od tega odnesel ta, da nikoli več, super, imaš izkušnjo, si pa opravil job. Če pa greš na sred, pa to je brez veze za nobenega. Se pa i tako slabo počutiš pol, ne? Mislim, eni se ne. Eni se ne. Misliš, da ne? Ne. Eni so čist na izi. Tudi ne opazijo, da je karkoli narobe. In ki ti poveš, da so karkoli narobe naredili, nekaj, to je pa ena od mojih značilnosti, ki to pa naredim. Če nekdo nekaj narobe naredi, mu jaz to povem. Ker se mi zdi prav, da ljudje to vejo. Ker nekateri niti ne vejo, da so kaj narobe naredili. Tudi to je. Mogoče pač nimajo tega od doma, ali pa nimajo tega privzgojenega, ali pa preprosto ne vidijo. Tudi dostkrat se mi je že zgodilo, da so se mi ljudje pol čez ene par let zahvalili. Takrat so bili sicer spul zoprni, ko sem jim povedala, tako, Melinda je spet bič, ne. Ampak so prišli nazaj čez par let, so rekli, ful, hvala, da si mi takrat povedala, ker pol se mi je še zgodilo to, pa to, pa to, ne, in si imela prav. Ali pa ti si jaz tega tudi opazil, ne, bi pa pol sem začel razmišljati, ne, in je res. Tako da se mi zdi še zmer prav, ker se mi zdi, da Slovenci imamo zelo to v sebi, da ne radi povemo drugim negativna opažanja, oziroma karkoli negativnega ful ne maraš. Tako, pometimo po preprogo, pa pojmo naprej. Vse je v redu. Vse ni tako grozen. Pa misliš, da je to samo na Slovence vezano? Recimo to, da sem jaz tako direktna, pa da ljudem povem, sem se jaz od Srbov naučila. Mi, ko smo začeli delati srbsko ekipo, ne, oni so bili zelo direktni, ne. So jim povedali, ta ne dela dobro, mi sem jaz vam povedal, daj pa razložimo, pa da vidimo, se bo kaj popravili, se ne bo popravili, ne. Meni je bilo to na začetku zelo težko, ne. Jaz sem bila takrat producentka, sem imela zraven pač koproducenta, ki je bil v bistvu oziroma pomočnika, ki je bil srbske strani, ne, in oni v bistvu svoje fante vedno tako pohendil, da so sprot spucali. Jaz sem morala takrat tudi začeti odpuščati ljudi, ne. Sicer sem imela še druge šefe nad sabo, ne, takrat še nisem imela svoje firme, ne, ampak dejansko to komunikacijo sem se jaz takrat naučila z njimi, ne. In sem ugotovila, da je zelo v redu. Ker nekako sprot spucaš in ljudje, bom rekla, da oni, ki so pametni, vzamejo to kot dobronameren nasvet, tisti, ki so pa pač zamerljivi, ampak that's not my problem. Ful te mi je interesantno poslušati, ker se mi non-stop predvaja film o tem, bodi zvest sam s sabo, skomuniciri to, kar te teži, da ne nosiš vse te prtljage s sabo in te enkrat, če temu tako rečem, ne zgazi vlak, zato ker imaš toliko težek tovor skozi sabo, ne, pač odvržga, ne. Ne, to se ful ne splača. Pucati moraš sprot. Res, ker oni kupi pod preprogo se ti začnejo nabirati. In na koncu se spotakneš tako, da si orang nos pa zobe razbijaš. Res, to ni okej. Sproti je treba vse pucati. Se pravi, ti si nasplošno bi lahko rekla zelo zadovoljna s svojim življenjem, ne? Ja, vedno bolj. Oziroma ja, sem. Vse pridejo momenti, ki si reče, kaj je meni tega treba. Ampak v bistvu mi je všeč smer, v katero grem in všeč mi je to, kjer v tem trenutku sem, no. To je en vrhunski dosežek, a ni? Mislim, že to, da lahko rečeš, jaz sem zadovoljna s tem, ki sem, kaj počnem in kam grem. Meni se zdi to, da ultimate cilj, a ni? Je, se pravi, jaz sam tako, nekako, to se zdaj sliši kot, to je pa zdaj zadnja postaja. Ne, nisem to mislila. Ideja, veš. To si že takoj na začetku povedala, ne, da pač ne znaš biti primera, ne. Pa tista hiška v bujah, pa to. Ne, jaz imam en kup enih, se pravim, še idej, pa ciljev, pa tako naprej, ker sem prepričana, oziroma upam, da bo temu tako, mislim, da tam do 80, da bom potegnila, veš, to je še 25 let pred mano, še ena cela delovna doba. Buje so drugače, so zelo zaspane, ne? Niso. Kako ne? Buje so super. Ja, mislim, zelo rada greva drugače tja. Mislim, tam imaš srednjo šolo, tam je en kup mulcev, a veš, tako da vse štacune delajo, vsi lokali delajo. Pozim, recimo, če greš ti v Pozim, v Brtoniglo, kaj ti dela? 2 lokala? Mogoče. To je to. Če greš v Buje zraven, vsi lokali na trgu delajo. Frankovič dela, imaš v Štarijo 1 oziroma 2, zadnji Sergio. Buje živijo kot mesto. Tako da sam Buje treba pa vzpostaviti kot neko turistično, kot zanimivo destinacijo. Ne? Ker Buje so v glavi kot semafor, križišče, na sred, ko smo ga vsi takrat vozili, ker še ni bilo okrog tiste obvoznice,
Jaz sem si tako Buje zapomnila. No. Zdaj, ko smo pa tam, ko vedno bolj pogosto hodimo tja, nekako smo začutili utrip mesta, se mi zdi, da je to lahko naslednja Brtonigla. Sam en mora biti, ko se mu da, tako da Buje, here I come. Ja, veš, mogoče me je na to misel napeljalo to, ko sva se z možem enkrat pogovarjala z lastnikom ene trgovince v Bujah, prodaja pač ko spominke, pa neke manjše take stare starinice, jaz temu rečem. In je povedal, koliko se ljudje dejansko odseljujejo, ne? Da takrat, ko so zaprli podjetje, tam so se ljudje enostavno odselili in da ni življenja več v mestu. Mislim, se to je stvar pol tudi lokalne politike, ne? A se županu da, a se mu ne da, koliko pol to vložijo, ne? Se zdaj, kot slišim, bojo tisti preuredili v neke sorte muzeja ali nekaj, ne? Tako da so začeli spet malo nazaj vlagati in so verjetno tudi že ugotovili, kako pa kaj, ne? Je pa res, ne, da nepremičnine tam so še vedno nekako affordable, zaradi tega, ker Buje zaenkrat v očeh kupcev še vedno niso atraktivne, ne? Mi da se res leta in leta sva iskala okrog, ne, in pol za unih par kamnov v Istri ti računajo take denarje, da je to noro, in ti moraš seveda spet iz nule vse narediti in še enkrat to uložiti. Rekla, to denarja pa nimava, ne. So se enkrat peljala tako mimo Buj gor in so rekla, te hiške so pa fulušne, kaj bi bilo, kako bi bilo super, če bi mi dva lahko tlele živela. Ni hoditi čez 2 tedna, me kličemo, jaz sem najdel klas, 1 bajta, 1 prodaj, zgin na banko, dvigam denar, gre v Aro plačati, zakaj? Sem se zmenil za sestank, mi da se šla tja, so prišla v bajto, v 3 minutah so šla gor dol kupa, pa so plačala Aro in to je bilo to. Seveda sva pol naknadno ugotovila, koliko je tle še enih težav pa problemov, ampak hišo sva res kupila za zelo ugoden denar, je pa res, da bo morala verjetno še enkrat to uložiti, da bo to, kar hočemo imeti. Je pa res, da imamo oljčnik, 18 oljk, s pogledom do morja v centru Buj, pa dobro je, da si vse te namestna infrastruktura si preklopila, ne? Mestna voda, mestna kanalizacija in si ne rabiš pol zezati z unimi greznicami, ker res nekako se gledam naprej, kakšna bom čez 10 let, ko ne bom več mogla glih toliko hoditi, laufati, trogati, kot zdaj, ne. Nekako bi želela malo bolj udoben life živeti. Tako. Čeprav si obrnjena v prihodnost, ne, in gledaš naprej, pa bi te vsem vprašala še nekaj, to je zadnje vprašanje, ki ga postavim vsakemu gostu in to je moment, ki bi ga želela še enkrat podoživeti v celoti in ga ne bi spreminjala nič. To si mi pa rekla, da ne razmislim o temu. Veš, da ne vem. Ne vem, toliko je lepih momentov v mojem lifeu. Ker če bom rekla, še enkrat, ko sem mulca dobila v roke, ko sem dobila ono malo žametno zadevco, ko se je drla, to je eden od onih momentov, ki recimo vedno mi je bilo žal, da nimam več otrok, ne. Sam dejansko pol sem imela še neko izven maternično obsevanje, komplikacije, vse živo, skratka nekako pol ni znesel, kasneje sem se tudi že ločila, ne. To je ena od stvari, ki mi je žal, da nisem imela še enega otroka, ker sem bila ful rada noseča, sicer porod, pustimo to 15 ur, bolelje. Sam pol moment, ko dobiš onega pamža v roke in ko vidiš, da tisti ni packast, ampak je žameten, ti si ful dober. Res. Je pa pol res, da te pol življenje nauči, da otroka imeti niti pod razno ni. Melinda, ful hvala za tale odkrit klepet. In če se boš kdaj v prihodnosti odločila, da pripravaš en tak šnel kurs o odkritosti in o tem, kako biti zvest samo sebi, evo, takoj se opišem. To je to, just follow my lead. Ja. Ne razmišlji, bleknaš, pa kar bo, a veš. Se pol z leti se naučiš tiste stavke oblikovati, da ne užalaš ljudi. No, ja, veš, mogoče mi ta part manjka, ne, ker se mi zdi, da doskrat, ko bleknem nekaj kar tako, ljudje niso najbolj srečni, ne. Ne, saj nikoli niso srečni, resnica boli. To je fakt. Resnica boli, ne, ampak to, če ti sam pri sebi praviš, da to ni tvoj problem, ampak da je to problem na oni strani, ne, je pa res, da moraš malo popakirati način, kako to resnico poserviraš. Evo, to. Vidiš, to pride z leti. To je pa umetnost. Ja. Hvala ti. Hvala tebi. Klepet z Melindo mi je res dal veliko. Ne moram reči, da
takšno žensko, kot je ona, se pravi tako neposredno, energično, karizmatično, lahko srečaš vsak dan. Jaz je ne. In upam, da je tudi tebi dala en nov, svež pogled, kako se da iti čez življenje z veliko manj prtljage in biti neposreden in pa predvsem zvest samemu sebi. Če ti je bil všeč današnji pogovor in če ne želiš zamuditi še naslednjega, potem te seveda vabim, da se naročiš na kanal, kjer običajno spremljaš podcast in klikneš naroči se gumbek in se družimo tudi v bodoče. Hvala ti.